Dan hrane se je na Srednji zdravstveni šoli Murska Sobota pričel s pripravo slastnih palačink, ki so jih pripravljale profesorice skupaj z dijaki. Več o namenu dogodka nam je povedala tamkajšnja ravnateljica. Namen današnjega dne je v resnici povezava z tistim že zdavnaj uvedenim slovenskim zajtrkom. Ker smo pa srednja šola, smo takrat ugotovili, da naši dijaki prihajajo ob različnih urah k pouku in tako se nekako v tradicionalni zajtrk nismo ravno vključili. Smo pa razmišljali, kako bi pa dijakom nekako spet približali pomen zdrave hrane in tudi to, da je nekako potrebno, da smo vsi siti. In smo prišli na idejo o palačinkah. Tako da zdaj v resnici imamo že tradicionalno mi potem dan raznih jedi, če smo zdaj pri tradicionalnem slovenskem zajtrku, ker tudi to je na mizi naši, vse se ponuja in se tudi uživa, moramo reči. Smo bili kar prijetno presenečeni, ker resnično otroci to imajo radi. Je pa res, da imajo pa, mislim, da dosti raje palačinke. Pa da ne boste ogibali s kakšnim namazom, ne? Pri nas te palačinke največ zaužijemo z nutelo. Tako da imamo seveda potem tudi različne vrste palačink, klasične z pšenično moko, potem je nekako se najbolj tukaj prijela tudi pirina in pa če imamo kakšne posebne diete, celiakija in podobno, se držimo potem tudi takšnih različnih primesi oziroma sestavin, da lahko dejansko vsak dijak na šoli pride na svoj račun, če lahko temu tako rečemo. Res je, da je to dan hrane, ker začnemo že zjutraj ob 7, takrat se začne tudi naš pouk in pa končamo, ko zaključijo tudi dijaki s poukom, to je ob 2, včasih celo ob 3, če je pač tako potrebno še nahraniti vse dijake. Ravnateljica je povedala, da je pri vseh šolskih otrocih in mladostnikih pomembno opazovati, kakšno hrano uživajo in kako. Dejstvo pa je, da marsikdo resnično od doma prinese sorazmerno slabe prehrambene navade in potem včasih gledamo tudi pri naši malici, torej imamo na šoli toplo malico, da se resnično zavrže hrana, ki jo običajno nekako ne bi pričakovali, da se ne uživa. Za dijake so pripravili presenečenje, namreč s svojimi pesmimi je dan hrane obarvala kantavtorica Ditka. Gašperja iz 3. letnika smo povprašali o dogodku in kaj meni o zdravi hrani. Danes imamo prav poseben dan, saj smo se odločili, da bomo cel dan pekli palačinke. V našo sredino smo tudi povabili prav posebno gostjo, eno znano slovensko pevko, tako da smo zelo počaščeni in srečni za njen obisk. Gašper pove, da je zanj zdrava hrana lokalno pridelana hrana. Hrana, katera je vsem na dosegu roke, se pravi tudi tistim, ki so iz nižjega socialnega razreda, je pa se pravi hrana, ki nam daje zdravje, moči in energije. V Srednji zdravstveni šoli Gašper pove: Pouk poteka od 7 ure pa do 2. Profesori so zelo v redu, prijazni, tudi se povezujejo z nami. Samo vzdušje na šoli je zelo prijetno, saj tudi sama šola je zelo majhna in daje tudi tisti občutek domačnosti. Kako vpliva prehrana na človeka v starejši dobi? Samo prehranjevanje vpliva na naše zdravje skozi več faz razvoja. Tudi je pomembno, da v mlajših letih se primerno zadosti gibljamo, uživamo zdravo prehrano, s tem si podaljšamo tudi dobo življenja in tudi naše zdravje. Dijakinja 4. letnika nam je povedala o dogodku in o projektu. Danes ste prisotni na zdravem zajtrku, torej pač probamo vključiti vse mlade, tudi prispevati k zdravemu zajtrku, tudi sodelovati kot družba. Torej sodelujemo tudi v projektu Zeleni utrip, kar pomeni, da merimo vsaki četrtek oziroma petek tudi krvne pritiske v trgovskem centru Maximus. Pač tudi probamo delati medgeneracijsko gibanje med starejšimi in pa mlajšimi, pa predvsem, da se vsi vključujejo, pa da je zdravje na prvem mestu. Ta dogodek se Tajri zdi super, poglejmo zakaj. Meni se zdi, da je super, ker se 3. in 4. letniki povezujemo, tudi dosti vključujemo v šolo in pa 1. in 2. letnik spoznavajo pač, kak je na naši šoli, predvsem, ker smo srčna šola, delamo vse srčno, tudi pač tak je naš odnos do ljudi in isto naše poslanstvo.
se mi zdi, da pač presenečenje z glasbeno točko je zelo dobra ideja, pa ja, en prav poseben dan. Tajro smo poprašali, če živi zdravo. Ja, če povem po resnici, tudi jaz včasih naredim kak prekršek, vendar večinoma časa pač se držim zdrave prehrane in pa zdravega življenjskega sloga, ker tudi sama treniram in pa ja, predvsem pa profesori nas tudi spodbujajo k zdravemu življenjskemu slogu. Dan hrane na srednji zdravstveni šoli je potekal barvito v mladostniškem duhu ob sladkih in slastnih palačinkah ter dobri glasbi s pridihom domačnosti.